Lepo pozdravljeni, dober dan v prostorih Nove Slovenije. Res je, sklicali smo nujno sejo dveh odborov, odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino in seveda tudi odbora za kulturo, in sicer iz razlogov, na nas se je obrnilo veliko število javnih zavodov, vrtcev, gledališč, muzejev, ki v sistemu trenutnem, ki ga je pripravila vlada, niso zajeti. Govorimo o oskrbi z energenti in lahko omejim to na dva sklopa. Vlada je regulirala cene na dveh področjih, in sicer na oskrbi z plinom in na oskrbi z električno energijo. Pri oskrbi s plinom je pripravila zakon, septembra, uredbo je že dala v julija, kjer so po tej uredbi in po tem zakonom izločeni iz reguliranih cen vsi, ki niso izvajalci osnovnih socialnih služb. Kaj to pomeni? Da so izločeni vsi javni zavodi, ki ne izvajajo osnovne socialne službe. To pa so knjižnice, muzeji, gledališča, vrtci, športne dvorane. Se pravi, oni so na prostem trgu in za njih ni določene in regulirane cene. Druga kategorija pa je seveda kategorija o določitvi cen električne energije, ki jo je vlada sprejela 21. julija letos. Ta pa govori, da imajo regulirano ceno vsi, ki imajo moč priključka hišnega ali priključka v javnem zavodu do 86 kilovatov moči, kar pomeni, da vsak večji, nekoliko večji vrtec, knjižnica nima regulirane cene, kar pomeni, da so ponovno na prostem trgu in za njih je cena lahko limit nebo. Se pravi, vlada se je na področju tega odločila, da bo te javne zavode prepustila samem sebi in trgu, kar pa seveda zagotovo za delovanje in likvidnost teh zavodov ni dobro. Če se dotaknem tega, kar je seveda govoril predsednik vlade, dr. Robert Golob, 10.10.2022 v tem parlamentu, je v svojem nagovoru v okviru 20. izredne seje rekel in seveda vsa slovenska podjetja in zavode javno pozval, naj ne sklepajo nobenih pogodb za naslednje leto. Do konca meseca oktobra, saj naj bi bil do konca meseca znan nov regulatorni okvir na evropski ravni za vse energente, predvsem za zemeljski plin in električno energijo. Tudi zaradi tega smo sklicali v Novi Sloveniji nujno sejo teh dveh odborov, ker želimo vlado opozoriti, da na te izpuščene javne zavode iz regulacije cen ne sme pozabiti in da naj pripravi rešitve tudi za njih. Če samo povem dva primera, kako je to v praksi in to, kar dobivamo seveda pošto elektronsko, lahko povem za primer plina. Prešernovo gledališče v Kranju se bo podražitve seveda preneslo na mestno občino Kranj, oni nimajo regulirane cene in če pogledamo, se bo njihov strošek za ogrevanje s približno 15.000 evrov povečal na več kot 50.000 evrov za kurilno sezono. Oni so povpraševanje že dali in so videli, kaj to za njih pomeni. Praktično nepreživetje tega javnega zavoda, ki pa ne nazadnje ni nepomemben, govorimo o Prešernovem gledališču v Kranju. Drugi primer, ki ga bi želela seveda povedati, pa je primer pri zagotavljanju cen električne energije. Govorimo o javnem zavodu z področja vzgoje, izobraževanja, pa tudi kulture, ki so se jim močno povišali stroški električne energije in kot sem dejala, ti manjši zavodi nimajo zajete cene regulirane cene po regulaciji, ki jo je 21. julija letos po uredbi sprejela vlada. Če samo ponazorim, za kakšno povišanje stroškov električne energije gre, naj navedem primer vzgojno-izobraževalnega zavoda, katerega strošek elektrike je za oktober 2021 znašal 4.000 evrov. Za julij 2022 pa skoraj 5-krat več oziroma dobrih 19.000 evrov. Res je vprašanje, kako naj se vzgojno-izobraževalni zavodi spopadajo s takšnim povišanjem stroškom, ni jasno in ravno ti zavodi
ponovno nimajo regulirane cene, ker jih uredba, ki jo je vlada sprejela julija, jih ni zajela in jih je izpustila. Mislim, da sem povedala mogoče dva drastična povišanja stroškov energentov, ampak tega imamo res veliko primerov in zato smo v Novi Sloveniji na odbor predlagali naslednje sklepe. Prvi sklep, da se pripravi celovite ukrepe pomoči javnim zavodom s področja vzgoje in izobraževanja oziroma kulture pri spopadanju z visokimi cenami energentov in z njimi v roku 30 dni seznanita pristojna parlamentarna odbora. Drugi sklep, naj v proračunih za leto 2023 in 2024 se zagotovi povprečnino za občine, ki občine so pa glavni plačnik seveda teh manjših javnih zavodov, v minimalni višini 735,74 evra, ki jo kot kompromisni predlog predlagajo vsa reprezentativna združenja slovenskih občin, da bodo občine kot ustanoviteljice lažje financirale dvige cen energentov v javnih zavodih. In tretji sklep, da pripravi seveda obe ministrstvi pripravita pregled gibanja stroškov energentov v vseh javnih zavodih in iz njune pristojnosti za obdobje od oktobra 2021 do oktobra 2022. In če za konec lahko rečem, če vlada naših opozoril, naših sklepov, svaril ne bo resno vzela in naslovila te problematike, pričakujemo velike likvidne težave, tega si nihče ne želi. Javni zavodi na to opozarjajo, pisali so tudi pismo predsedniku vlade in mislim, da je povišanje cen oskrbnine posledica za starše nereguliranih cen električne energije in plina in seveda, in ne želim si tega, ampak celo mogoče zaprtje dejavnosti kulture kot kakšnih gledališč, kakšnih muzejev. In res, če se bo vlada tako počasi, tako stihijsko in neresno lotila reševanja te energetske krize, se lahko zgodi, da nas bo ta energetska kriza v tej zimi bolj zaznamovala, mogoče kot nas je zaznamoval COVID-19, ki je zaznamoval naša življenja, ampak se bojimo, če vlada res ne bo naslovila vseh teh naših opozoril in sklepov, da bomo imeli eno tako temno, mrzlo zimo, kar si pa nihče od nas ne želi.